Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Jasmina Lika, strokovna delavka Ljudske univerze Jesenice. Kakšne aktivnosti potekajo od 15. naprej ob tednu vseživljenjskega učenja? V času od 15. maja do 18. junija potekajo tedni vseživljenjskega učenja, ki so sicer največja in najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Njihovo poslanstvo je promovirati predvsem pomen in vlogo ter možnosti izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih. Skupaj s našimi skoraj 50 podizvajalci pripravljamo pester program brezplačnih aktivnosti. Te so na voljo na naši spletni strani v spletnem koledarju, tako da vabljeni k ogledu na lu-jesenice.net. Osrednja prireditev pa bo potekala v Žirovnici in pa na Stari Savi 24. maja. Koga vse ste povabili k sodelovanju? K sodelovanju smo povabili krepko preko 40 podizvajalcev in sicer bomo imeli priložnost spoznati nove ljudi, se učiti novih spretnosti na aktivnih delavnicah in krepiti svoje znanje. Se pravi, vabljeni ste na kreativne delavnice, k obisku stojnic in k spremljanju odrskih nastopov. Ti so vse od glasbenih točk do borilnih veščin in prikaza reševanja s psi. Kdaj se bo sama prireditev odvijala, od kdaj do kdaj? Na Jesenicah bo prireditev potekala na Stari Savi v muzeju na prostem od 14. do 18. ure, v Žirovnici pa bo parada učenja potekala pred osnovno šolo Žirovnica od 14. do 16. ure. In kakšne aktivnosti bodo še potekale? Sledili bomo skupnim akcijam in sicer smo izbrali neke osrednje skupne akcije in sicer Evropsko leto spretnosti, učenje življenja naj krepi in radosti, osebne in medosebne spretnosti ter zeleni in digitalni preobrazbi družbe. Torej bodo največ aktivnosti usmerjene k krepitvi teh kompetenc. In še vabilo vsem tistim, ki se bodo udeležili same prireditve 24. maja na Stari Savi in pa v Žirovnici. Še enkrat ste lepo vabljeni, da se pridružite našemu prazniku učenja in učečih se ter postanite tudi vi del skupnosti učenja. Hvala lepa. Tudi vam.